Danes je velik dan za Lexusa. Ta avto bo postal drift avto, pa dobil nazaj dele iz prašnega barvanja. Glavni element zadnjega vzmetenja je zadnji most, zadnji subframe, karkoli mu hočete reči. Zdaj je sveže speskan in pobarvan v črno gloss barvo. Ta most potrebuje vgradnjo puš, kateri se bomo posvetili kmalu, ga je pa treba tudi zaščititi proti rji noter in vgraditi te gumijaste čepe, ki preprečujejo nabiranje svinjarije v votlih delih. Med drugim pa dosti časa vzamejo tudi malenkosti, kot je vgradnja tega nosilca za oddušek oziroma ogljeni filter hlapov iz tank goriva. Predelane roke so tudi nazaj iz barvanja. Ti deli z zglobi in pušami so pobarvani z dvokomponentno barvo. Ti deli, ki so se pa lahko speskali in prašno barvani, so pa pač prašno barvani za dodatno obstojnost. Treba je vgraditi kugle. Na zadnje ta glavne roke pa je treba vgraditi poliuretanske puše. En izmed razlogov, zakaj imamo toliko radi te poliuretanske puše, je enostavna vgradnja. In vgradnja v tem primeru izgleda samo tako, da pušo razstaviš na vse svoje dele. Jo dobro namažeš z mastjo. In potem jo enostavno potisneš v roko. Najprej eno stran, potem pa še drugo. Sledi sredica. Sredica gre not najtežje, ampak to je bolj ali manj to. Zdaj treba sem še obrisati odvečno mast in roka je pripravljena za vgradnjo v avto. Naslednja faza priprave zadnjega vzmetenja je vgradnja aluminijastih puš. Te aluminijaste puše imajo dokaj loose toleranco. Ta toleranca je še vedno press fit, ampak jih bom poskušal vdariti not kar s kladivom, ker je to najhitrejši način. Če pa slučajno ne uspe, si bom pa pomagal z navojnimi palcami. Za vse tiste, ki ste spremljali storije na Instagramu, ste videli, da ena izmed puš ne paše oziroma da je nekaj narobe z tem zadnjim mostom, v smislu, da en vijak ne ulovi navoja. In zato sem to pušo vpel ekscentrično in naredil ekscentrično luknjo. Tako da bom najprej vgradil ostale 3 puše in potem preveril, kako moram to pušo obrniti, da bo vijak skozi ekscentrično luknjo vseeno ulovil navoj v karoseriji. Most je podložen za tulec, kamor pride puša. Podložen je na les, da se prašna barva ne okruši. Aluminijasta puša, malo vazelina. Pušo spozicioniraš približno na roko. In potem naslednja runda lesa, pa da vidimo. Evo, zgleda, da mi grejo tolerance na stružnici ok. Tako zgleda vgradnja aluminijaste puše v most. Te puše so itak kompresijskega stila, to pomeni, da vijak iz spodnje strani uklešči most z pušo do šasije. In tudi, če bi se ta puša kdaj hotela začeti premikati, je tukaj napetost vijaka tista, ki drži celo zadnjo vzmetenje na poziciji. Da probamo še desno roko.
Puše so označene, kjer je vrh. To je pa zato, ker je diferencial v mostu, to je zgornji del, dvignjen. To pomeni, da bo kot polosvin boljši, več o tem kmalu. Ampak fora je v tem, da je dvignjen diferencial in da so puše ekscentrično zvrtane, kar pa pomeni, da jih je treba prav obrniti, ne? Ker če bi bila puša obrnjena po strani, ni šans, da bi lahko vlovil vijake. Zato moram biti previden, da pušo poravnam z označbami. Nespametno bi bilo tolčiti po mostu, brez da bi bil podprt, zato ker je šansa, da bi ta pleh, ki je sicer 2,5, bi bila šansa, da bi ga zvil, ne. Tako da bom to pušo zdaj nacentriral, ko je most podprt za stojko in kosom lesa. Pol pa, če bo vse po sreči, vžgem po puši, pa bo skočila noter. Preden dam zadnji most na avto, sem hotel preveriti, če toliko da paše ta pokrov diferenciala. To pomeni, da so puše pravilno obrnjene in se bo diferencial v avtu dejansko dalo prišraufati, ker v avtu ni toliko prostora, da bi lahko dejansko pogledal, če se luknje poravnajo, in zgleda, da se. To je bila prva faza sestavljanja zadnjega vzmetenja na Lexusu. Vgradnja aluminijastih puš je relativno enostavna, sploh za ta tip, ko most stisne med zgornjo in spodnjo pušo in ob karoserijo. To je bilo to za danes iz moje strani. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.